Lahko morda na podlagi kakšnega konkretnega kliničnega primera poveste, zakaj je cepljenje proti pnevmokoknim okužbam tako pomembno? Za pnevmokokne okužbe je značilno, da so pogostejše v tistih skupinah, ki imajo nekoliko slabšo imunost. Se pravi, pogostejše so pri majhnih otrocih, ko imunski sistem še ne funkcionira dobro, potem jih pravzaprav ne videvamo, razen pri bolnikih, pri ljudeh, ki imajo oslabljen imunski sistem, potem z staranjem se pa tudi naš imunski sistem začne pešati in se okužbe s pnevmokoki spet začnejo pojavljati v večjem številu. To pomeni, da nekdo, ki je star 65 let ali več, ima veliko večjo verjetnost, da bo zbolel s hudo pnevmokokno okužbo kot nekdo pri 40 letih. Zaradi tega je pomembno, da so cepljeni predvsem, bomo rekli, otroci v prvem letu življenja in potem ljudje, ki so stari 65 let ali več, ker na ta način preprečimo hude okužbe, se pravi pljučnice, ki potekajo z bakteriemijo, kar pomeni, da so bakterije v krvi in imajo bolnik hude klinične znake, lahko sepso in zaradi tega umre, preprečimo meningitise in pa preprečimo tudi pojav pljučnic, za katere pa vemo, da lahko v starosti potekajo zelo hudo in lahko nekomu, ki je bil prej funkcionalen starostnik, izrazito oslabijo njegove življenjske funkcije, kar pomeni, da postane odvisen od tuje pomoči ali celo obleži oziroma je možno, da zaradi pljučnice tudi umre.